V štajerski prestolnici smo obiskali secesijski biser, ki so ga zgradili pred dobrim stoletjem. Nekoč so v hiši s čudovitimi ornamenti in figurami bila stanovanja, danes pa je stavba namenjena raziskovalnim in študijskim dejavnostim Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Baroničina hiša je ena najlepše ohranjenih secesijskih stavb v Mariboru. Leta 1903 jo je zasnoval v Transilvaniji rojeni arhitekt nemškega rodu Fritz Friedricher. Stavba je desetletja močno propadala, vendar jo je Univerza v Mariboru v sodelovanju z arhitektom Davidom Mišičem in konzervatorsko stroko obnovila, da je zasijala v novi luči. Gospod David, je res nekoč živela baronica v tej stavbi? Fritz Friedricher, ki je avtor te stavbe, je v tistem času zgradil več kot 60 podobnih objektov v našem mestu Maribor. Zelo vpliven stavbenik, izvajalec in arhitekt. Je imel tudi veliko naročnikov, to so bili takrat premožni nemški in slovenski investitorji, predvsem iz srednjega družbenega razreda, in en izmed njih je bila ravno baronica Ema Miksič-Rast. Jaz predvidevam, da ona pravzaprav tu ni živela, ker nekje se omenja v arhivih, da naj bi to stavbo gradila za najemnike. Je pa ta stavba bila v zelo slabem stanju, ko so začeli z obnovo. Naj bi odpadel omet, celo izpod trešja na streho naj bi zraslo drevo. Res je, v celotni 110-letni zgodovini stavba ni bila deležna nobene obnove. Njegove predelave znotraj same hiše so bile mnoge in veliko je bilo uničenih stvari, vendar pa je fizično stanje od zunaj bilo porazno. V kleti je bilo več kot 20 cm vode, vsi kletni zidovi so bili prepojeni z vlago, streha je puščala, fasadni elementi so odpadali, tako da njena podoba je bila res žalostna. Pred obnovo secesijske stavbe baroničine hiše se je po besedah odgovorne konzervatorke obnove Nine Nachtigal iz mariborske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije poglobljeno preučil zgodovinski pomen hiše, njena vloga v prostoru, historične oblike, materiali in konstrukcije. Na podlagi teh spoznanj so se opredelili spomeniško najpomembnejši deli hiše, kot tudi tisti, kjer je bil možen sodobnejši pristop pri obnovi. Osnovni cilj obnove je bila ohranitev propadajoče hiše in ponovna vzpostavitev njenega primarnega secesijskega videza, kakršen je bil v času izgradnje. Obnova je tako ohranila vse pomembne elemente zunanjščine in notranjščine. Obnova spomenika je bila zelo uspešna, tudi zaradi izjemno tvornega sodelovanja konzervatorske in arhitekturne stroke. Po besedah konzervatorke in arhitekta je zahtevno nalogo predstavljala tudi prilagoditev objekta današnjemu času in standardom ter novi namembnosti. Nekoč stanovanjska zgradba je namreč danes namenjena raziskovalnim in študijskim dejavnostim. Ulična stran je povsem avtentična. Ulična stran je bila rekonstruirana na podlagi natančnih preiskav stroke iz varstva kulturne dediščine. Tako da iz ulične strani smo povrnili njeno prvotno podobo, medtem ko povsem drugačen arhitekturni pristop smo pa razvijali na dvoriščni strani, ker smo arhitekturo povezovali z stavbo fakultete FERI in v tem delu se je odprl nekoliko širši, manevrski prostor za nas, da smo lahko nove arhitekturne rešitve implementirali v sam koncept. Kateri je bil najtežji arhitekturni poseg? Arhitekturni poseg je pravzaprav bil najbolj zahteven v smislu funkcionalne spojitve historične stavbe z sodobnim delom. Kar se pa gradbenih posegov tiče, pa prav gotovo poglobitev kleti. Namreč celoten dvoriščni prostor smo v kletnem delu razširili in tale deficit nekdanjega vrta smo ga nadomestili z vertikalnim vrtom. Posebno pozornost smo pa namenili ohranjanju teh tipologije soban, nekdanjih stanovanjskih sob, ki se pač danes z novim namenom ohranjajo, tisti duh, tisto tipologijo. Nekdanji jašek, prezračevalni jašek smo izkoristili kot naravni svetlarnik, skozi stekleno streho spuščamo svetlobo v vse etaže do kleti. In znotraj njega je tudi locirano dvigalo, tako da imajo vse prostore potem tudi dostop funkcionalno ovirane osebe.
Kar se tiče materialov in obdelav, smo pa pač sledili temu, da smo uporabili tiste materiale, ki so se uporabljali tudi v času gradnje, to je teraco na tleh, leseni tlak v deskah, naravni omet, lesena okna. Kar se tiče razsvetljave, gre za povsem sodobno in najnovejšo tehnologijo. Moramo vedeti, da tudi za izvajanje učnega procesa znotraj fakultete so tu multimedijska oprema in vsa oprema za laboratorijo, ki ustreza, bom rekel, najnovejšim in najmodernejšim zahtevam. Vendar smo to nekako vse spretno skrili in integrirali v hišo. Za zunanjo osvetlitev niso uporabili reflektorjev, temveč nežne svetlobne poudarke, pri čemer so upoštevali zgodovinski kontekst stavbe. Gre za kontekst njenega nastanka. Takrat so to bila mestna vrata iz koroške strani in je pravzaprav sama stavba bila en urbanistični poudarek z tem prirezanim vogalnim rovom in poudarjeno luneto nad strešnim vencem. In nekako smo hoteli reinterpretirati njeno vlogo v kontekstu takratnega časa, zato smo ga skušali še nekoliko tudi v večernih urah poudariti in smo z kolegi iz področja light designa še prav posebno pozornost posvetili tej decentni, zadržani osvetlitvi, s katero zvečer poudarjamo relief, poudarjamo te ornamentaliko na sami fasadi in mislim, da deluje zelo všečno. Gospod dekan, kako in kdaj je prišlo do ideje, da ste novo stavbo fakultete priključili k Baroničini hiši? Nova stavba je bila zgrajena v letih 2003 in že nekoliko pred tem so moji predhodniki pričeli razmišljati o razširitvi in o naravni povezavi z to hišo. Namreč objekt G2, to je tale nov objekt, se naslanjal na to hišo. V naslednjih letih smo potem počasi odkupovali stanovanja in pred 3 leti postali lastniki celotne hiše, tako da smo potem lahko pričeli tudi z obnovo. Fakulteta zagotovo združuje preteklost in bodočnost. In tudi ta simbolna povezava z to lepo hišo in pa moderno hišo, ki se povezujeta, nam ta občutek samo seveda krepi. Naša fakulteta, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, je največja fakulteta te univerze. Trenutno nas je zaposlenih 270, študentov je pa skoraj 2000. In tale prostor, oziroma tale prostore te hiše izkoriščajo vsi naši inštituti in nam seveda navdaja z ponosom in veseljem, da lahko tukaj izpolnjujemo svoje poslanstvo.